Svet kulture. Dragi poslušalke in poslušalci, pozdravljeni v oddaji Svet kulture. Na zadnji delovni dan tedna izpostavljamo dogodke, ki se jih lahko udeležite v teh vročih poletnih dneh. Odpravili smo se na Primorsko, kjer se začenja osrednja gledališka prireditev poletnih mesecev v slovenski Istri, Primorski poletni festival. V Ljubljani pa smo si v Slovenskem etnografskem muzeju ogledali poletno občasno razstavo Tanzanija med senco kolonializma in sodobnimi pogledi, ki predstavlja pomembnost stičišča spomina in dekolonizacije vednosti. Vabljeni, da ostanete v naši družbi. S kavarno Karla Goldonija se v prostorih Koprske lože danes začenja 33. Primorski poletni festival. Letošnja izvedba združuje 10 dogodkov, s katerimi izpostavlja viharne čase, v katerih živimo, in pogumno soočenje z izzivi. Predstave bodo uprizorjene na različnih lokacijah v 3 istrskih občinah, v Kopru, Ankaranu in v Piranu. Letos se je namreč sodelovanju odrekla izolska občina. Sicer pa je eden osrednjih poletnih festivalov v slovenski Istri odslej tudi del novega konzorcija. Prispevek Tjaše Lotrič. Previharimo viharje je izraz pesnika Mateja Bora, ki povezuje letošnjo izvedbo Primorskega poletnega festivala. Če je festival pred leti pozival k oblikovanju skupnosti, nato želel širiti upanje in zaupanje, je tokrat čas za spopadanje z negotovostjo, pravi vodja festivala Neva Zajc. Te čase doživljamo kot težavne čase. Kosovel bi rekel, da svet razpada, svet na nek način res je v velikih težavah in išče izhode. Kot bi rekel znova, če citiram Kosovela, išče novega človeka. Nam se je zdelo, da je prav, da opozorimo na te težke čase, hkrati pa tudi, da kot metaforo izpovemo svoje stališče, to je odpor do teh časov in pa trdnost in vztrajnost za nadaljevanje. Festival bo potekal na različnih lokacijah v Kopru, Ankaranu in Piranu, sodelovanju pa se je odpovedala izolska občina. Seveda občina najbolj ve, zakaj se je tako odločila. Jaz bi rekla celo to, da je to odločila zgolj ena oseba, da ni bilo to odločitev skupnosti. Jaz sem prepričana, da se bo občina nekoč vrnila, če bo festival še obstajal, zaradi tega, ker je velika škoda. Osebno namreč zelo verjamem v to povezavo, kaj pravimo med Piranom, Izolo, Koprom in Ankaranom, ker ves čas ponavljam, da samo skupaj bomo lahko delali velike stvari. Prenosi predstav v javni prostor so vse dražji in zahtevnejši, še dodaja Neva Zajc. Težava je tudi ohranjanje ambientalnosti, saj se možnosti primernih prostorov krčijo. Teh prostorov ni več, kot so bili pred 30 leti. Ni tišine, ni teme. 33. izvedba festivala na viharne čase uvodoma odgovarja z gledališko satiro Goldonijevo kavarno, ki jo bodo uprizorili v Koprski loži. Je zelo zahteven projekt, ker je treba zelo veliko pri prenosu upoštevati tehnične pogoje. Treba bo celo malo prerežirati. Ampak režiser je navdušen, je ta izziv sprejel. V ospredju festivala bosta še 2 komediji. Ena je čista, žlahtna komedija Vse se je dalo, ki govori o meji, ki je prinesla veliko hudega, ko je nastala po drugi vojni, ampak je prinesla tudi veliko komičnih situacij. In tretja, tem triju, je pa veliki spektakel, ki je pa tudi, spomnimo se, v filmski varianti, ki smo jo gledali, kot jo tam opeva. Zdaj bomo gledali baletno s čudovito glasbo in z vrhunsko izvedbo beograjskega ansambla, ki prihaja iz Srbskega narodnega gledališča, ki je prepotoval že pol sveta in povsod je požel strašno navdušenje. Festival ostaja zvest tudi zgodbam senčnih plati življenja s predstavo, ki je nastala po resnični zgodbi Človek v morju, uprizorjena bo prav ob morju v Ankaranu. Marjana Brecelj pa bo predstavila zgodbo Gebelsove tajnice. Vezivo omenjenih predstav bodo avtorska glasbena doživetja z Vito Mavrič,
Tamaro Obrovac in skupino Bossa de Novo, za optimistični zaključek pa bodo poskrbeli mladi glasbeniki Orkester Esio. Društvo Primorski poletni festival se je letos pridružil tudi projektu povezovanje invalidskih in kulturnih nevladnih organizacij. Ingrid Gortan. Projekt naslavlja problem večje vključenosti ranljivih skupin tudi v kulturne dogodke. V tem smislu povezuje tako kulturne organizacije kot invalidsko organizacijo, v tem trenutku eno zelo velikih iz Domžal. V ta projekt, ki omogoča brezplačen dostop na večerne prireditve, organiziran prevoz in pa tudi določene kulturno-vzgojne vsebine. 33. Primorski poletni festival se bo začel 26. junija z omenjeno predstavo Kavarna v koprski loži v izvedbi Slovenskega stalnega gledališča iz Trsta. Pred dobrim tednom je Slovenski etnografski muzej na ogled postavil čez poletje odprto občasno razstavo z naslovom Tanzanija med senco kolonializma in sodobnimi pogledi. Z avtorico razstave se je pogovarjal Goran Tenze. Razstava v prvem nadstropju muzeja predstavlja izbor iz zapuščine Stanka Groma iz Vrhnike in njegove mame Antonije. Slednja je leta 1930 odšla v tedanjo Tanganjiko na vzhodu Afrike. Po vojni v obdobju dekolonizacije se je na začetku 60-ih slednja združila z otoško državico Zanzibar in nastala je ena od na začetku vplivnih članic gibanja neuvrščenih. Novo nastala država Tanzanija. No, v predvojno Tanganjiko na plantažo, kjer je delala mama Antonija, se je leta 1937 podal sin Stanko in se od tam dokončno domov vrnil leta 1962 in s seboj prinesel bogato zbirko lokalnih in zasebnih predmetov. Kako je prišlo do razstave, je ob ogledu povedala kustosinja doktorica Tina Palajič, avtorica razstavnega koncepta. Vsa zgodba se je pravzaprav začela že leta 2024, ko sva se s tanzanijskim kolegom Eliabojem Bonimpo srečala na mednarodnem izobraževanju, namenjenem strokovnjakom za dediščino iz evropskih in afriških držav. Takrat sva pravzaprav prepoznala to neko potrebo oziroma priložnost za sodelovanje, saj smo se takrat že z družino Grom oziroma potomci, torej gospe Antonije in Stanka Groma, že pogovarjali za predajo zbirke Slovenskemu etnografskemu muzeju. Torej leta 1924 so ti pogovori šele potekali, kustos Slovenskega etnografskega muzeja, dr. Marko Frelih, ki je pa skrbnik te zbirke, jo je prevzel v začetku leta 1925. Kakšen pa je koncept razstave? Z Eliabojem Bonimpo sva nekako si zamislila to skupno raziskovanje zbirke in želela slovenskim obiskovalcem muzeja ponuditi perspektivo z nekih dveh pogledov oziroma dva pogleda. Razumevanje zbirke z dveh zornih kotov, tako slovenske kot seveda tudi tanzanijske. Ravno ta primerjava oziroma pogled z obeh zornih kotov in časovna primerjava, torej dogajanja v času Gromovega bivanja v Tanzaniji in sedanjega pogleda na ta kolonialni čas, na predmete, ki jih je Grom zbral in prinesel v Slovenijo, naju je zanimala in temu sva pravzaprav to razstavo tudi posvetila oziroma smo jo avtorji posvetili. Kot že slišano, je pri pripravi razstave sodeloval tudi kustos za afriške in ameriške zbirke dr. Marko Frelih. Vizualna podoba in grafika je delo Melise Cerić, kolega iz Tanzanije Eliaboja Bonimpo pa je kustosinja že omenila. Na kratko je povzela tudi postavitev in začela z opisom prvega dela razstave oziroma čemu se posveča. Zgodovinski razvoj, zgodovinski potek v tej državi, zato je prvi del namenjen temu, da se obiskovalci na nek način seznanijo z utrinki te tanzanijske zgodovine in tako potem tudi bolje razumejo ta kolonialni čas, v katerem je Stanko Grom in tudi njegova mama, v katerem sta pravzaprav delovala v Tanzaniji. Zatem sledi del, ki predstavi
To primerjavo med kolonialnim obdobjem oziroma izkoriščanjem naravnih surovin v času britanske uprave Tanganjike, tako na plantaži sisala, kot tudi v rudniku svinca, kjer je Stanko Grom deloval. Torej predstavi ta zgodovinski vidik in hkrati sodobne poglede, sodobne pripovedi domačinov, ki jih je Eliabo Bonimpa obiskal in z njimi govoril o tem obdobju. Razstava Tanzanija med senco kolonializma in sodobnimi pogledi bo odprta do 6. septembra. Opremljena je s citati nekaterih akterjev protikolonializma, obuja tudi spomin na mednarodna in slovenska oziroma jugoslovanska svobodoljubna dejanja, predvsem pa na politike, ki jo je voditeljica gibanja neuvrščenih novim osvobojenim državam ponujala tudi iz lastne izkušnje osvoboditve v drugi svetovni vojni. S kulturnimi vestmi se vračamo na Primorsko. V amfiteatru Slovenskega narodnega gledališča Nova Gorica bodo nocoj premierno uprizorili diptih sodobnega plesa Znotraj-onkraj, ki raziskuje razmerje med notranjimi in zunanjimi razsežnostmi človekovega bivanja. Prvi del diptiha je delo koreografov Mihala Rinje in Nastje Bremec-Rinja. Koreograf drugega dela pa je Miloš Isajlović. Kot so zapisali ustvarjalke in ustvarjalci, je prvi del intimen in introspektiven, drugi pa raziskuje srečevanja, oddaljevanja, privlačnost, izgube in ponovna približevanja med ljudmi. Prvi dve ponovitvi krstne uprizoritve sta na sporedu jutri in v nedeljo zvečer. V nekdanjem skladišču soli magazin Grando v Portorožu pa bodo nocoj odprli razstavo z naslovom Ausstellung Laibach Kunst Kiefer. Naslov razstave se navezuje na sodobnega nemškega umetnika Anselma Kieferja, ki je pomembno vplival na vizualno ikonografijo skupine Laibach, njegova dela in materialna estetika pa hkrati močno resonirajo z razstavnim prostorom. Razstava združuje 4 obsežne instalacije, ki skozi slikarstvo, zvok, video in prostorske intervencije raziskujejo razmerje med ideologijo, industrijsko dediščino, kolektivnim spominom in časom permanentne vojne. Razstava bo na ogled do 4. septembra. Kratek skok čez mejo. V galeriji Karas v Zagrebu pa se danes odpira razstava Gumitvist Željka Beljana in Aleksandre Saške Gruden. To pa ni prvo sodelovanje hrvaškega umetnika in slovenske umetnice. S avtorjem sva že lansko leto sicer pripravila na vrt ZDSLU v Ljubljani en projekt, ki se je navezoval na temo glasbe in poslušalcev oziroma navijačev. Ta projekt sva skušala nadgraditi in v letošnjem letu tukaj v Zagrebu z Željkom Beljanom predstavljava nov projekt, ki se navezuje na igro. Interaktivni projekt prek novonastalih objektov in videodel raziskuje fenomen igre v otroštvu. Umetnika v galeriji ustvarjata igrišče, v katerem se prostor spremeni v začasni svet igre. Umetniška dela pri tem niso nedotakljivi artefakti na stenah, temveč vabilo obiskovalcem k aktivnemu raziskovanju in gibanju po prostoru. Dala sem predlog za ta naslov prav iz tega, ker izhaja iz same otroške igre z elastiko in preskakovanjem elastike in tudi s tem že skušava poudariti, kaj je pomen same razstave. Nagovarja torej tisti igrivi del v gledalcu, nagovarja neko sproščenost, nagovarja spontanost, nagovarja neke elemente, ki so zelo prisotni v mogoče otroškem delu vsakega človeka, kot odrasli pa večkrat pozabimo na ta moment. Zato mogoče ta razstava prav nagovarja tisto igrivost v vsakem odraslem človeku. Razstavo si bo v Zagrebu mogoče ogledati do 3. julija. Danes se je poslovil pesnik Aleksander Peršolja.
Avtor pesniških zbirk Čez noč, Nad poljem je mrak in Koraki je bil dolgoletni programski vodja Kosovelovega doma Sežana. Skupaj z Venom Tauferjem pa je bil pobudnik za ustanovitev in uveljavitev mednarodnega literarnega festivala Vilenica. Javni sklad za kulturne dejavnosti ga je leta 2016 nagradil za življenjsko delo na področju literarnih dejavnosti. Prispeli smo do konca oddaje Svet kulture, ki sva jo danes pripravila tonski mojster Robert Markoč in redaktorica Kaja Novosel. Želimo vam lep vikend in če vas bodo visoke temperature pregnale v senco, naj bo ta morda v katerem od muzejev, galerij ali gledališč. K poslušanju oddaje Svet kulture pa vabljeni spet v ponedeljek.